Hej, tokrat bom s tabo delila en trik, kako lahko vzgajaš sadike, recimo fižola, graha ali pa kakšne druge. Stvar, ki jo jaz uporabljam za vzgojo sadik, da pohitrim zadevo, ali je to fižol, grah, lahko tudi paradižnik konec koncev, in potem damo pač sejančke v večjo posodo, so škatle od jajc. Škatle od jajc imajo verjetno pri tvojih doma, mogoče pri sosedih, pri prijateljih, in jih lahko enostavno uporabiš, da noter vzgojiš sejančke. Recimo jaz to delam na primeru fižola in graha, zato ker na ta način vzgojim takele sejančke, ki so zdaj že kar dovolj veliki, da jih presadim direkt na tole gredo, ki se nahaja za mano. In tukaj bom zdaj presadila fižol. Kaj lahko narediš v bistvu s kartonom od jajc? Samo prestrižeš ga. Predvsem zato, če nima nalepk, ker pač na nalepkah so razna barvila, je to pač primerno, da gre v zemljo in se bo pač ta karton razgradil. Tako da kar začnimo. Zemljo je fajn malo prerahljati, da tam, ko bomo presadili, da bo pač imel fižol možnost, da naredi korenine naprej izven tega kartona. Potem pa vzameš pač preprosto karton, lahko vzameš škarje, lahko pa v bistvu tole takole strgaš. Evo, mogoče s tele strani, da bo boljš. Preprosto strgaš in daš stran. To je korenica od fižola in zdaj damo samo noter. Tako da takole ga lepo damo in pustimo vse, da se ga vidi majčkeno ven, da bo potem lahko rastel naprej. Ne ga pa zakopati. Evo, takole ga damo noter, toliko da se vidi in fižolček bo zrastel naprej. Da zdaj ponovimo vajo še z ostalimi fižolčki. In sicer takole. Fajn je, da jih razsadimo na neko primerno razdaljo, da bojo imeli dovolj prostora. In pa seveda pač enostavno samo vsakič, ko se lotiš naslednjega fižolčka, samo odtrgaš. Fajn, ker je tudi nek test, kje so sploh fižolčki vzklili. Recimo tukaj ga sploh ni, a ne? In je pač malo brez zveze, da pol to noter dajemo, ker ni nič vzklil, tako da jaz bom vzela kar naslednjega, ta, ki je vzklil, in ga bom dala kar z vsem tem ostankom lepo noter v zemljo. Previdno, da se vam ne bo polomil. Načeloma lahko to metodo uporabljaš za vsa semena, se pravi tudi paradižnik, kumare, bučke in ostale stvari, ampak je potem potrebno, se pravi, presaditi recimo paradižnik v večji lonček. Recimo, če vzgojiš v teh kartonih od jajc, ga je treba v večji lonček presaditi, zato ker pač paradižnik bo dlje časa bil noter in pač bo enakomerno počas rastel, da bo močen in ga ne bomo dali toliko majhnega na gredo. Ta način pa je učinkovit za čičeriko, grah, fižol, pa kakšne stvari, ki grejo res hmal na gredo. Recimo tudi kakšna rdeča pesa ali pa celo redkvica, čeprav redkvico ti bolj predlagam, da jo kar poseješ direkt na gredo, ker res hitro zraste. To je za danes vse. Če ti je bil video všeč, ga lajkaj, narodi se na YouTube kanal Mami na vrtu, drugače pa lahko pridružiš tudi naši skupnosti in vse zveš o tem na povezavi spodaj. Uživi, čim več bo to zun, pa se vidimo naslednjič. Čau!